Pozdravljeni torej nazaj v studiu Figovec, kjer je seveda tudi zaenkrat še precej prijetno. Precej prijetno pa verjamem, da je tudi v Granadi, kjer že pozdravljamo Santiaga Martina. Santiago se je rodil leta 1969 v Španiji, od leta 1999 pa živi v Ljubljani, kjer dela kot lektor španskega jezika na fakulteti za družbene vede. Ob delu riše tudi stripe na podlagi dramskih del. Risal je že po predlogih Josipa Jurčiča, Franca Ksaverja Meška, Toneta Partliča, Prežehovega Voranca in nedavno tudi po drami Simone Semenič. Več o svojem delu nam bo povedal prek Skypa, kar sam, direktno iz Granade, kjer trenutno dopustuje. Santiago, ali se slišimo? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Santiago? Ja, se slišimo. ¿Qué tal? Kako je v Granadi? Ja, zdaj je skoraj vroče, ne? Od 10 naprej, 11 naprej začne se vročina in potem treba vse narediti, kaj treba narediti preden se začne vročina, ne? Imamo, ne vem, ta teden mogoče okrog 37, mislim, da v petek bomo imeli 39 stopinj. Prijetno toplo. Ja, verjamem, čeprav zdaj smo na istem, ne, nekako. Andalusija, ne, slovi ravno po tem, da medtem ko je tukaj pri nas zima, tam lahko udari kakšna zelo, zelo vroča fronta, tudi recimo sredi januarja ali februarja, pa se temperature povzpnejo čez dan tudi do 30. Ja, v bistvu Ljubljana in Granada se mi zdi, da sta ta tudi podobna, ne? Ker imata morje blizu, ne, okrog 80-70 kilometrov, imamo hribe zraven, ne, in sta zelo podobna. Tudi glede prebivalstva in velikost nista daleč. No, koliko pa je recimo z avtom iz Ljubljane do Granade? Z avtom, v preteklosti smo potovali s družino s avtom in smo naredili v eno vožnjo, to je 2300 kilometrov, imamo rekord na 27 ur, na primer, ne. Ampak to je bilo res hitro, in ja. Se pravi, tam okrog 27-28 ur vožnje od Ljubljane, od hiše v Ljubljani, doma v Ljubljani do doma tukaj. Ja, samo za predstavo, ne, da vemo, da Ja. če bi se radi šli kopat, ne, kdaj... Ja, zdaj, ko sem prej povedal, imamo morje okrog 50-70 kilometrov stran od Granade, se pravi, da se da. Se da, ja. Čeprav Malaga ni najbližje, ne, destinacija. Malaga ni najbližja destinacija. Ja, Malaga je tudi, zdaj sem letel iz Benetke do Malage in imamo Malage uro pa pol stran, ne, vožnje. Aha, no, potem pa ni tako daleč. Ja. Super. Santiago, dajva še malo ostati pri Granadi, no. Če sva ravno tam začela, kaj pravzaprav najbolj pogrešate med letom, ko ste v Ljubljani? Najbolj pogrešam mogoče jezik, ne, mogoče, ja, da lahko govorim svoj jezik, ampak mogoče tudi bolj mogoče banalne stvari, kot mogoče tapas, ne. Ja, v bistvu v Granadi pa, ali v splošno na Andalusiji, ampak še posebej v Granadi, če naročiš eno pivo, recimo, ali neko pijačo, dobiš zastonj, dobiš tapa, ne, to lahko biti nekaj, ne, kot nek sir, kot nek krompirček, kot riba, vse, ne. To je na primer je to prijetno, ne, da naročiš 2-3 pijače in potem si jedel, ne, skoraj, recimo. Ja, tukaj dobimo arašide, ne, to je pa v bistvu, ali pa čips mogoče, to je skrajni domet. Tam dobiš res dobre obroke, ne, res mali dobre obroke, ne, in se pravim, da 2-3 in si potem res jedel, si potem res sit, ne. Ja, verjamem. Dobro, če narediva zdaj en most k stripu. Španija je morda celo v nekaterih pogledih bolj stripovska dežela kot Slovenija. Mogoče, ker je bolj barvita celo, bi se strinjali s tem oziroma delili naše mnenje?
Ja, seveda, da Španija ima še dolgo v 20. stoletju, ima še dolgo ena bogata stripovska tradicija. Ne? Nekateri znane striparji, španski striparji, ki tudi poznamo v Sloveniji in tudi so prevedeni v slovenščini, prihajajo iz španščine, ne? Iz Španije. Ne? To je pa res, ne? Ampak seveda, to je normalno, ne? Ker Španija je večja in Ja. skoraj normalno, da ima tudi več striparij, ne? Ali mogoče, da je tam tradicija je več, je bila, tudi ni vedno, ne, ampak je bila pomembna, ne? In zdaj dan danes še vedno je. Seveda. Kdaj ste se pa vi, recimo, prvič srečali s stripom? To je bilo, ko sem bil mali, ko sem bil otrok, ne? Ko sem bil otrok, smo mi imeli, ali imamo še vedno, to je naš recimo vrhunski Miki Muster, ne, ampak v Španiji je to Francisco Ibanez, ne, imamo tudi prevedeno v slovenščini kot Mortadel s Pafile, ne, in to je klasika v Španiji, vsaj za moje generacije, ne, ker smo rasli in smo se učili brati in razumeti, kaj je sploh strip ali kaj je sploh branje s stripom, ne, s Mortadelom in Filemon, Mortadel s Pafile. To je bilo, ko sem bil otrok. Od tam naprej sem raziskoval naprej, sem potem odkril nove umetnike, nove stripe in vedno je bilo ta želja, ne, da nekoč mogoče enkrat bom tudi jaz nekaj risal, nek strip, ne, in potem je to paradoks, da v Španiji nikoli, ampak potem prideš v Slovenijo in tam začneš nekaj delati, kaj si je vedno hotel početi, ne. Aha, torej ste se v bistvu s stripom prvič v smislu, da ste aktivno ustvarjali strip, srečali šele v Sloveniji. Treba iti ven iz dežele, recimo, in treba iti delati nekaj, sploh nekaj drugega, nekaj, da ni ponavadi, da nekaj ne delaš ponavadi, in potem v Sloveniji se je začelo. Ja. Razumem. Kako ste pa v bistvu začeli nekako s stripom? Kakšni so bili glavni motivi oziroma tematika stripa, ne, nekako zdaj lahko rečemo, da je večina stripov nekako narejenih po nekih gledaliških delih, ne, ali pa literarnih. Kako je bilo pa to recimo v začetku? V začetku v Sloveniji sem jaz poznal moj prijatelj, to je Miha Pintorič, ki on dela na filozofski fakulteti, on je imel neko zgodbo in ta zgodba je bila tako zabavna in tako smešna in potem sem jaz njemu predlagal, da dajmo na podlagi, kaj si ti napisal, ne, Miha, bom jaz probal nekaj risati, ne, in to je bilo začetek v bistvu, moj začetek kot stripar, kot, ne vem, recimo, stripar v Sloveniji, da na podlagi nekaj, kaj drugi so napisali, ne, ko ste vi prej omenjali klasike, ne, slovenski klasike, ali na primer nekaj, da nekdo je pisal in potem jaz probam to na podlagi tega delati v stripi. Santiago, čas ne preganja. Prvi del najinega intervjuja je že skoraj da za nama, tako da predlagam, da se za kratko posloviva, če se za naše oglaševalce, potem pa bova zopet kaj spregovorila o stripu. Super, se vidimo, ne? Se slišimo. Se slišimo. Oglasi. Pozdravljeni zopet nazaj v studiu Figovec, kjer gostimo Santiaga Martina, človeka rojenega v Španiji, človeka striparja, ki od leta 1999 živi v Ljubljani. Z njim smo na vezi direktno iz Granade in sicer preko Skypa. Santiago, pozdravljen nazaj. Povejte, na kakšen način se v bistvu odločate, katero dramo boste spremenili v strip? Zelo samostojno v bistvu, ne. Jaz ponavadi nekaj berem, nekaj raziskujem,
in hvala Bogu imam tudi dobre prijatelje v knjižnici Ljubljane in oni meni včasih zelo lepo pomagajo, raziskovati naprej, brati naprej. Po naključju potem nekaj najdem ali po raziskavah nekaj najdem in to berem in to potem se odločim, ali to je to primerno za dati v obliki stripi ali ne in tako naprej. Ampak hočem reči, da vedno samostojno, vedno po občutku, to mislim, da je to zelo pomembno, ne neko intuicijo, da imaš ali da nimaš ali da nekaj da misliš, da to je to in to moram in to hočem in to bom probal, ne, dati naprej v stripu. V bistvu je vedno bilo takole. Verjetno je pa lažje nekako se soočati z dramskim besedilom, kot pa denimo z romanom. Definitivno je to lažje, ker tam so dialoge. In v bistvu imaš potem polovica dela imaš že opravljenega, tako je. In je seveda lažje, kot da bi bilo to eno zgodbo brez dialoga ali sploh en roman, ki bi bilo, ne vem, strip bi bilo potem mogoče 5000 strani, ne, recimo. Dobro, povejva še nekaj o vašem zadnjem delu, torej priredili ste oziroma prestripirali, če tako rečeva, dramo 1981 avtorice Simone Semenič. Kako je potekal ta proces? Mislim, da gre za eno izmed redkejših sodobnih del, ne, ki ste ga pravzaprav transformirali v strip. Po mojem tudi edini, razen mogoče Ata, ne, socialistični kulak, ne, ker je tudi sodobno, ne, recimo. Ampak, ta od Simone Semenič, to je bilo tudi na istem, prej je bilo to prevedeno v španščini in jaz sem za španski prevod sem jaz lektoriral, ne, sem jaz potem pregledal, sem bil jaz odgovoren za jezikovni pregled v španščini. In seveda, medtem, ko sem jaz to prebral, ne, sem na istem času mislil, hej, to je zanimivo, je zelo lep, zelo zanimiv igra in sem predlagal, ne, da bi bilo lepo, zanimivo delati strip od tega. Ne. In tako je šlo naprej, recimo, se pravi, na podlagi branja, jezikovni pregled, sem se odločil risati strip in potem je šlo to, hvala Bogu, naprej. Ne. Je bilo skupaj s JSKD, je bilo to en lep projekt. Je mogoče avtorica že prebrala tudi vaš strip? Ja, to je tudi celo zanimivo, zanimivo lepo povedati, ker ko sem jaz risal, vsak teden, na primer, sem risal 1, 2, 3 strani in sem jaz vedno Simoni poslal strani, ne, da ona potem pregleda, da ona prebere, da ona gleda in svoje misli meni. Da nek odziv, ne, tudi nazaj, neko povratno informacijo. Kot feedback meni da nazaj. Je bilo lepa komunikacija, skoraj vedno po mailu, enkrat, dvakrat sva se srečala, sva pila kavo in sva malo debatirala, ampak moram reči, da je bilo zelo lepa svobodna komunikacija med Simona in jaz. Super. Dajva še mogoče malo o vašem slogu, ki je, ne, na nek način poseben, veliko barvuje, figure so pogosto, kako bi rekel, karikirane. Od kod pravzaprav izhaja To pa res, to pa moram mogoče druge to povedati. Jaz nimam pojma, jaz samo lahko povem, kaj sem jaz bral, kaj so mogoče moje morebitne vplive, ne, in to so nekateri španski risarji, kot sem prej omenjal, Francisco Ibáñez, ampak jaz sem tudi celo veliko sledil franko-belgijske šole, kot so na primer Lucky Luke, kot so na primer Asterix, kot so Gaston in tako naprej. Ampak to potem od tam naprej, mislim, da bralci ali strokovnjaki bi morali odločiti, kaj imam jaz od tega vse, ne? Res je. Čeprav strokovnjakov bi človek mislil, da tukaj pri nas še ni prav veliko, ki bi se prav s stripom ukvarjali,
Pa mislim, da je tudi ta segment kritike nekako v razvoju pri nas. Mogoče na tem mestu, če vidite kakšno usporednico ali pa sprememb, mislim, razlika je verjetno ogromna, ne. Če primerjamo območje, kjer prebivate od leta 1999 pa Španijo. Ja, seveda, ampak ko sem prej omenil, to skoraj ne moreš to primerjati, ne, ker Španija je velika, ima dolge tradicije, čeprav Slovenija seveda tudi ima, ampak po drugi poti, ne, in vsaka država tako najde svoje stripovske like in mite in vplive in tako naprej, ne. Tako je. Vsekakor je pa strip, ne, tako kot vidimo v vašem primeru, stvar, ki lahko iz ene zgodbe, ne, naredi potem nekaj čisto drugega oziroma jo transformira v nekaj, kar mogoče prej ni bilo. A ste mogoče slišali, to pa vem, da se pri nas dogaja, mogoče pa ne v Španiji, neka skupina ustvarjalcev pravzaprav stripe prireja v nekakšno izvedbo v živo, se pravi branje stripa v živo, kjer je nekakšno presečišče med igro in pa stripom. Ste bili na kakšni takšni predstavi že? Ne, to je prvič to slišim, ne, in seveda, ne, ko na primer, ne, drame, ne, od Simone Semenič, to je nekaj in potem, če to narediš iz drame, narediš strip, je potem drug medium, ne, in tam potem je pomaga, na primer, drama, ki je pisala Simona Semenič, na primer, nima slike, ne, se pravi, da moramo mi sam izmisliti, kako gledajo like, ne. Na primer, če delaš strip od tega, potem sem jaz to za vas naredil, ne, vsaj kako jaz vidim ali kako jaz sem videl like, ne. Se pravi, sta različna, ne, en medium ima samo besedil, ne, moraš ti sam v glavi ustvariti, ne, drug medium, strip, pa ti da druge možnosti in druge priložnosti in seveda druge možnosti, tako je. Ja. Kako bi pa, oziroma če zaključiva, no, počasi sva žal pri koncu, kako bi napovedali prihodnost? Če vas mogoče malce lažje vprašam, kakšni so obeti, kaj pripravljate mogoče v prihodnjih letih? Trenutno nimam nič, ne, ampak še vedno sem tukaj videl, da so mimo prišli neki stripe od Juda, ne, jaz v Sloveniji, pa tudi v Španiji, ne, jaz sem velik ljubitelj Juda, ne, in sem naredil tudi nekateri strip gags o Judu, ne, in to bi bilo fajn, če bi bilo to enkrat, ne, bi bilo to en končan projekt, ne. Ampak to je vedno takole, ne, veliko rišeš, veliko plane imaš, ne, in potem šele po času, ne, nekaj se zgodi ali mogoče ne. Ampak to bi bilo fajn, ne, da bi bilo to mogoče naslednji projekt. Ampak trenutno po drugi strani imam počitnice, ne, sem na počitnicah. Odlično, vsak človek rabi tudi počitnice. Povejte, kdaj se vrnete v Ljubljano? Ja, ko bo minila vročina, ne, recimo, ne, ampak moram biti prej v Ljubljani. Jaz včasih rečem malo resno, ne, da ko pridem v Španijo, ne gremo na počitnice, ko pridem nazaj v Ljubljano, da pridem domov, ne, se pravi, da še 20 let ali več, ne, skoraj 22 let živim v Ljubljani in to je seveda postalo dom, ne, se pravi, da velikrat ne sem v Španiji, pa pogrešam takoj Ljubljano ali včasih obratno, ne, sem v Ljubljani, pogrešam Španijo, ne, dve kulturi, ne. Ja, tako, če sem vas na začetku vprašal, kaj najbolj pogrešate, ko ste v Ljubljani, kaj pa najbolj pogrešate, ko ste v Španiji? Pa mogoče prijatelji, ne, to je, ker seveda večina časa leta, ne, preživiš v Ljubljani, ne, preživiš v delovnem okolju, preživiš s prijatelji, ne, in jaz vedno mislim ali rečem, da tam, kjer imaš prijatelje ali kjer imaš družino, tam si doma, ne. Se pravi, da ko pridem v Granado, pa potem sem pogrešal nekateri prijatelji, ker zdaj, na primer, bi bilo, ne, zdaj bi šel na kavo, pa zdaj bi ne vem kaj, pa ne, veste, kako je to. Vemo. Kaj pa hrana? Katera je vaša najljubša, recimo, slovenska jed? Kaj tukaj najraje jeste?
mogoče sploh niti slovenska, ne? Ampak meni zelo všeč Šivapiče. Aha, no, recimo. Čevapčiči se mi zdi, da tako širok prostor zasedejo tukaj na Balkanu, da je zagotovo tudi čevapčič, lahko rečemo, slovenska jed. Dobro, Santiago, hvala lepa, ker ste bili naš gost. Mogoče za konec še kakšna beseda za naše gledalce. Lepe počitnice vsem in upam, da boste lepo preživeli in vas pogrešam. To je pa res, ne? Vas pogrešam, ker Slovenija je seveda Ljubljana in seveda tudi del mene. Ne? Santiago, hvala lepa. Upamo, da se kmalu zopet vidimo. Tole je bil, hvala, Santiago, intervju z Santiagom Martinom Striparjem, ki se je leta 1969 rodil v Španiji, od leta 1999 pa živi v Ljubljani. Hvala lepa še enkrat, Santiago, ker si bil z nami. Hvala, Milo. Lep dan. Lep dan tudi tebi. Zdaj pa zopet k našim oglaševalcem.